Takole, danes si bomo pogledali potenciranje. En tak kratek uvod, seveda bomo še te vsebine potem bolj podrobno pokrili, zdaj pa sam glih toliko, da bomo imeli za računanje naprej števili, ne? Kot se spomnite, smo na zadnje to delali. Takole, ne? Zdaj, kaj je potenca, se boste vprašali? Potenca je krajši zapis množenja, se pravi, bomo mi to kar nekako napisali. Potenca je krajši zapis množenja. Takole, ne? Zdaj, tukaj vidite, imamo napisano potenco, to pomeni, potenca je sestavljena v bistvu iz osnove in iz eksponenta. Se pravi, potenca je celoten ta zapis. Medtem, ko je tale A, tale A tu, to je osnova, ne? Tale N tule zgori, to je pa eksponent. Eksponent, ne? In zdaj, kako deluje to v praksi? Namesto, da bi mi pisali 3 krat 3 krat 3 krat 3, ne? Lahko napišemo na krajše 3 na 4. In obratno, če imamo na primer 2 na 3, nam zgornja številka pove, koliko krat se osnova ponovi. To je 2 krat 2 krat 2. Zdaj, tule sicer bomo govorili samo zaenkrat o potenci z naravnimi eksponenti, vendar se dogovorimo še za eno stvar, in sicer karkoli, recimo damo na nič, je vedno 1. Zdaj, jaz bom takle napisala, no, karkoli, to lahko za eno črko A napišemo, A na nič je 1. Se pravi, karkoli je tu spodaj, če damo na nič, dobimo 1. Takole, no, pa si poglejmo pravila potenciranja. Množenje potenc z enakimi osnovami, pogledajte. Če imamo mi zdaj takole 2 krat 2 krat 2 krat 2, ne? Potem so to vse iste osnove in jih lahko preberemo. To je zdaj prva, dvojka, druga, tretja, četrta in to 2 na 4. No, kaj pa če bi imeli takole 2 na 3 krat 2 na 2. Če bi to na daljši način napisali, bi to bilo 2 krat 2 krat 2, pa še krat 2 krat 2. In bi skupaj bilo 2 na 5, ker je tukaj 5 dvojk. To pomeni, če bi tole trojko in dvojko sešteli, potem bi ravno dobili 5. Se pravi, množenje potem z enakimi osnovami je z formulo nekako takole. Imamo zdaj A na N krat A na M in rekli smo, osnovo prepišemo, eksponente pa seštejemo. Tako. No, zdaj si pa poglejmo še potenciranje potenc. Naprimer, da imamo 2 na 3, pa še to potenciramo zdaj na 2. Ja, takole, če bi malo pogledali, kaj pomeni tale dvojka. Ta dvojka pomeni, da se nam 2 na 3 pomnoži z 2 na 3. In to pomeni, da imamo 2 krat enako isto številko. To pomeni 2 na 3 krat 2. In je to 2 na 6. To pomeni, da se tele dve potenci skupaj pomnožita. Gre ta na krat. Zdaj pa dajmo tole napisati z formulo. Tole bom zdaj izbrisala, veste, da nas ne bo motil. Takole pa dajmo zdaj na hitro tole napisati čez formulo. Potenciranje potence je A na N in vse skupaj še na M. In rečemo takole, to je A na N krat M. Super, ne? No, zdaj za potenciranje produkta bom napisala pa kar formulo, ker nekako ste že zdaj stari mački, kako se te formule tolmačijo. Imamo zdaj A krat B na N. Kaj lahko naredimo? Ta N lahko nesemo na vsak faktor v
temlemu oklepaju. To pomeni, da dobimo a na n krat b na n. Kaj so posebnosti? Ja, če damo 1 na karkoli, 1 na 100, vedno dobimo 1. Če damo nič na karkoli, vedno dobimo nič. Potem pa smo že prej malo menili, če damo a na nič, dobimo 1. In še ena zadeva je, če damo recimo a na 1, tega ponavadi ne pišemo, ker nam ostane kar ta a. Verjetno so še kakšne druge posebnosti, ampak za naše potrebe bo tole dovolj. Potenciranje negativnega števila. No, pa si pogledamo mogoče malo na primeru najprej. Naprimer, če imamo negativno število -1 krat -1. Ja, že prej smo govorili, da minus in minus nam data plus pri množenju, ne? To pomeni -1 krat -1 je skupaj 1. Kaj pa, če bi imeli mi zdaj 3 take minus enke? Ja, dve izmed njih nam bi dale plus 1, ampak plus 1 pa minus 1 tule, nam bi pa skupaj dale minus 1. Tukaj, če pogledamo, imamo dve števili, ne? Tule imamo dve števili, tule imamo pa 3 števila. Ne? Se pravi, tole je sodo, število števil, tole je pa liho število števil. In v resnici je tako, če imamo katerokoli potenco sodo, potem nam ta minus izniči. Če imamo pa liho potenco, potem nam pa ta minus pusti. Pa bomo to napisali takole, da bo dosti razumljivo. Bomo rekli takole. Bomo si tako domačo formulo naredili. Če imamo recimo minus a, pa je tukaj gor sodo število, potem lahko ta minus izničimo in dobimo kar a na to sodo število. Če pa seveda imamo tule negativno število na liho potenco oziroma na liho eksponent, potem pa minus obvezno ohranimo in imamo minus a na liho. Takole. No, zdaj pa gremo še na vaje. Nekako smo omejeni s 15 minut, tako da moramo paziti, da bomo vse te vaje rešila, ne? Se boste še dobili pa nekaj za domačo nalogo, neč skrbite. No, pa gremo kar najprej na izračune. Tule imamo izraz, najprej bomo tegale. Najprej ima potenciranje prednost, kot smo rekli, zato dvojko prepišemo in razmislimo. Minus 1 je negativno število, 3 je liho, zato minus 1 ostane. In tako dobimo potem rešitev minus 2. Takole pa gremo mogoče tule na desno zgoraj. Najprej imamo izraz v oklepaju, oklepaji imajo prednost, smo rekli, 2 minus 1 je 2, vse skupaj damo na kvadrat, plus. Zdaj pa imamo množenje dveh negativnih števil, minus 1 krat minus 1 je skupaj 1. Pa še minus. Zdaj, tale potenca, ne, zadnja, je pa tako, dvojka nima vpliva na ta minus, ker ni v oklepaju. Zato damo kar 2 na 2 je 4 in dobimo tukaj 4 plus 1 minus 4 je skupaj 1. Tako, gremo dalje. Najprej tole potenco razrešimo. Minus 1 je negativno število, na sodo potenco 2, to pomeni, da bo tukaj 1. Ne? Škoda, da sem tale oklepaj pisala, mogoče bolje, da ga zbrišemo. Ne? Takole. Ja. Zdaj pa imamo takole. Minus prepišemo, ker je pred oklepajami, ta trojka nima vpliva na. Imamo pa potenco minus 2 na 3. Minus 2 je negativno število, vendar je 3 liho. To pomeni, da bo minus 2 na 3 moramo izračunati in bo postalo minus 8, ker je 2 krat 2 4 krat 2 8. Plus 2 na 1 je 2 minus. Zdaj pa tale dvojka pa spet nima vpliva na ta minus. Zato moramo napisati minus 1. No, tu smo pa zdaj že v izrazu, ki ga poznamo. Imamo zdaj 1 plus 8 plus
2 minus 1 je skupaj 10. Tako. Zdaj pa edino, kar nam še stane, so poenostavljanje izrazov. Poglejte, tukaj imamo 2x, pa 3x, pa 2x. Rekli smo, če imamo iste osnove, osnovo prepišemo, zgornje eksponente pa seštejemo. To je x plus 3 plus 2 in je to skupaj x na 7. Super, ne? Tukaj je zdaj naslednji primer. Imamo pa x na kvadrat pa še na 3. Tu smo pa rekli, osnovo prepišemo. Ta dva eksponenta pa zmnožimo. To pomeni, je to na 6, krat x na 5 prepišemo, krat x, 3 krat 2 bo pa spet prišli na 6. Zdaj pa, ker imamo vse v isti vrstici, tole je vse v isti vrstici, zato lahko te zgornje eksponente na istih osnovah seštejemo. 6 plus 5 je 11, plus 6 je 17. Takole. No, tu pa je pravilo, da lahko različne potence potenciramo kar takole, ne, vsakega posebej lahko zdaj potenciramo. To je zdaj 2 na 4, a na 4, pa b na 8. Zakaj? 2 krat 4, ne, ta dvojka pa 4. Pogledamo, če še lahko kaj naredimo. Lahko 2 na 4 lahko izračunamo. 2 na 4 je 2 krat 2 krat 2 krat 2, to je 16. A na 4, b na 8. Tako. Zdaj še pa najtežji primer. No, pa se ni tako težek, ne? Najprej gremo prvi oklepaj razrešiti. Ta petka je liho število, zato bomo morali minus napisati. Potem pa a na kvadrat pa še na 5, pomeni, da je to a na 10. b na 3 pa še na 5, pomeni, da je to b na 3 krat 5, kar je 15. Zdaj gremo pa na drugi oklepaj. b 1 krat 4 je 4, a na 3 krat 4 je 12 in zdaj tole zmnožimo. To pomeni, da je zdaj to minus ostane. Lahko pa vzamemo zdaj samo potence z isto osnovo. A na 10 pa a na 12 je a na 22 krat b. b imamo pa 15 pa 4 in je to skupaj 19. Tako, tole so bile zdaj vaje, zdaj vam pa še dam nekaj za domačo nalogo, za samostojno delo. Rešitve so tule spodaj. Tako, želim vam uspešno delo in upam, da vam bo video koristil. Do naslednjič pa se ne mejte, a ne, lepo. Takole. Upam, da ste uspeli prepisati, sicer boste pa si dali na stop, a ne, boste prepisati.